TV. Kids TV. Gremo naprej. Naučimo se narisati morskega psa. Nov risarski podvig je pred nami. Danes s pomočjo knjige Čivčav narišemo morskega psa. Takoj vam pokažem, kakšen bo izgledal. Ta-na-na-na! Hiter, neslišan, vzbuja strah in trepet, drsi po vodi. Aha, točno tega morskega psa bomo narisali. Jaz papir imam, flomastrov in barvic mi tudi ne manjka. Kaj to pomeni? Da lahko začnemo? No, pa dajmo. Tako kot vedno, začnemo pri napotku številka 1. Še prej pa izberimo barvo, s katero bomo risali. Moj morski pes bo temnomodar. Napotek številka 1 pravi, da narišemo eno ravno črto. Takole. Vam je uspelo? Če imate ravnilo, lahko ravno črto narišete tudi z ravnilom. Jaz delam vse prostoročno. Gremo na napotek številka 2. Poglejte, tejle ravni črti bomo dodali polkrog. No, pa poskusimo. Tule spodaj pa narišemo polkrog. Vam je uspelo? Odlično. Lahko gremo naprej? Pojdimo. Napotek številka 3. Naš morski pes dobi usta in delno tole zgornjo plavut. Pa poskusimo. Usta narišemo eno tako ravno črto. Dobro, tule bomo narisali en polkrog. Takole na njegovem hrbtu. Smo? Gremo naprej na napotek številka 4. Naš morski pes spregleda, pa mu bomo najprej narisali en uček, takole en mali krogec, ki ga pobarvamo in zaključimo zgornjo plavut. Spet z enim takim rahlim polkrogom. Smo? Gremo naprej na napotek številka 5. Naš morski pes dobi še 2 črti, tule čisto na koncu. Napotek številka 6 nam pove, da je tole bil pravzaprav rep. Se pravi, narišemo eno črto tule, pa še na nasprotni strani in tako naš morski pes dobi rep. Gremo dalje, napotek številka 7. Našemu morskemu psu manjka še spodnja plavut in sicer bo ta v obliki trikotnika. Vam je uspelo? In kaj še manjka morskemu psu? Te 3 črte mu bomo narisali. Takole, tule, rahlo polkrožne so. 1, 2, 3. Kaj ni krasen, pa tak nevaren zgleda. Poglejmo, to je bil zadnji napotek, ampak gledajte tule, na končni sliki v knjigi Čivčav je še morje, pa kakšen kamenček spodaj. Morda pa lahko tudi mi narišemo morje. Jaz bom zamenjala barvo in sicer bom vzela svetlo modro, pa bom takole narisala take valovite črte, ki bodo predstavljale morje. Evo, tudi vi lahko narišete take valovite črte, da lahko naš morski pes plava v vodi. Odlično. Aha, pa še kakšen kamen. Dobro, jaz si bom izbrala sivo barvo, pa bom tule narisala še take okrogle kamne. Tako je. 1, 2, 3, pa recimo tule še 4, pa 5. Tile kamni lebdijo v mojem morju, ampak nič hudega, meni je všeč tako. Lahko bi bili tudi kakšni taki vodni mehurčki. Ja, kaj pa če rečemo, da to niso kamni, ampak vodni mehurčki? Boljša ideja. Tako, še kak vodni mehurček bom narisala. Takole. Haha! Vam je všeč moja risba? Meni tudi.
Veličastna žival je tale morski pes, kaj ne? Sploh ne morem verjeti, da so morski psi živeli še pred dinozavri. Ja, res je, sem prebrala v knjigi o morskih psih. Ne verjamete? Potem pa le pojdite v knjižnico s starši in si izposodite knjigo o morskih psih, pa boste videli, da imam prav. Risbico pa predlagam, da obesite nekam na steno ali pa jo podarite komu, ki ima rad morske živali. Poglejte, jaz pa Tim je moj sinko, sva narisala tegale morskega psa in ga bomo podarili oziroma ga bova podarila njegovi babici, ki ima zelo, zelo rada morske živali. Pa še nekaj vam moram pokazati. Timov prijateljček Jaka je narisal sivjega kita, ki mi ga je podaril in tale gre na steno. In ko mi je Jaka podaril tole risbico, sem se spomnila, da pravzaprav bi lahko imela tudi kakšno vašo risbico doma. Tako da, če želite, jo lahko narišete in prosite mamico ali očka, da jo pošlje na tale naslov spodaj. Zmenjeno in jo naslednjič z veseljem pokažem. Dogovorjeno, zdaj pa gremo naprej. Odkrivati skrivnosti, a bo škatle. Le kaj skriva danes? Poglejmo skupaj.